Wow. En lep pozdravček vsem skupaj na brezplačnem Zoomu Znate živeti s svojo drugačnostjo. Danes sva z vami dve certificirani facilitatorki Access Consciousnessa, Barbara Klaus in moja malenkost. Tako da, ja, kaj bomo govorili danes, Barbara? Povej. O tem, kako ne smete biti drugačni. Ja, to je negativna spodbuda. Ja, z Barbaro smo rekla, kako živeti in biti drugačen. Oziroma, a si upamo živeti svojo drugačnost, ne? Ali sploh mislimo, da smo drugačni? Ja, jaz bi mogoče tukaj pač to, mogoče na začetku naslovila prav to, da koliko od vas pravzaprav misli, da ste enaki vsem preostalim. Da imate enake kapacitete kot drugi, enake talente kot drugi, oziroma da če imate vi neko zavedanje, če vi nekaj znate, da to znajo vsi drugi. In iz koliko laži delujete pri tem. Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me param pokalen shorts boys. In za tiste, ki mogoče prvič slišite tole, kar sem pravkar povedala, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, s katero vržemo iz obstoja vse te stvari, o katerih sprašujemo, torej v tem primeru laži. Torej, to je predvsem značilno, da mislijo, da so enaki vsem preostalim, je predvsem značilno za humanoide. Torej, zdaj, ne vem, a kdo ne ve, to so humanoidi. Jaz bi vas tudi povabila, vse tiste, ko ste tukaj na Zoomu, da pač zastavite vprašanje, lahko se vklopite, lahko vklopite si mikrofonček in zastavite vprašanje, da bo zadeva interaktivna, da lahko izfacilitiramo, če je potrebno, če mogoče kakšne stvari ne veste, da lahko naslovimo, tako da ni zdaj to kao predavanje, ampak je tako mišljeno bilo kot neki bolj interaktivna zadeva, ok? Naj vas ne bo, kako bi rekla, naj vas ne bo sram se oglasiti, vprašati, ker namreč vsako vaše vprašanje prispeva še marsikomu drugemu, da tudi on tako reče, ali pa ona reče, saj jaz imam tudi nekaj podobnega, pa mogoče se ta druga oseba ne bi spomnila vprašati, ste pa vi vprašali in tako prispevate še tudi drugim. Tako. Ja. In ja, torej, vsi veste, kaj so to humanoidi. Ok, torej, za humanoide je značilno, da menijo, da so itak vsi enaki kot oni, to ni resnica. Mi smo, vsak od nas je prišel na ta svet edinstven, drugačen, čist, kako bi rekla, originalen, svojim naborom nekih znanj, nekih talentov, nekih kapacitet, čist svojim edinstvenim energijskim odtisom. Ni vam para na tem svetu, res, ni vam para, energijsko pač ni, dobenega takega človeka ni, oziroma oseba ni, ki bi imela tako energijo kot vi, ampak kaj se pol začne dogajati, pol nas pač večina nas odrašča v nekih družinah ali pa v nekih okoljih, kjer nas začnejo obsojati za te naše drugačnosti, naše, recimo, nekaj, kar je pravzaprav neka kapaciteta, nek naš talent, pa nas nekdo reče, ne, kaj to delaš, to počneš in pa rečemo, to je slabo, se odločimo, da je slabo in pa začnemo to korak za korakom rezati, se soditi za določene stvari in naenkrat to ni več talent, ni več kapaciteta, ampak neka stvar, za katero se ful sodimo. Ja. Kot si rekla, čisto vsak je drugačen, celo po nekem celičnem zapisu nismo enaki, ne? Tako, kot smo rekli, da vsaka trava izgleda enaka, pa ni enaka, ne? In ja, koliko časa ste mogoče namenili v življenju, da bi bili drugačni v nekih najstniških letih, ko poskušaš se, ne vem, drugače obleči, drugačno frizuro imeti, ne? Ali pa biti enak vrstnikom. Se pravi, na koncu pa ugotoviš, da si enak, oziroma spomnim se Gerija, ki je rekel, da je njegov sin hotel biti drugačen, ne? On je pa rekel, da ga ni ločil od vseh ostalih prijateljev, ko so prihajali v hišo. Ampak on je bil prepričan, da je drugačen, ne? In ja, sam pri Geriju se je dal malo drugače gor živeti, ne? Ker je dopuščal to drugače. Ja, pa tudi
torej vse posod, tudi ker mogoče skušate, recimo njegov sin je naprimer skušal dokazati, da je drugačen s tem, da je nekaj pač drugače oblačil, ampak kaj, če vam ni treba dokazovati, da ste drugačni z nekim, ali pač nekim načinom oblačenja, ali pa ne vem, da imate divjo barvo las, ali pa ne vem kaj, ampak ste že sami po sebi, kot bitje, ste drugačni. In vse, kar je to, torej vse posod, kaj tudi skušate ali dokazovati, da ste drugačni, ali pa skušate dokazovati, da niste drugačni, bi bili pripravljeni vse tokrat gaziljon razgraditi in uničiti. Yes. Right, wrong with the man for Ampokane, shorts, boys and beyond. Duo. Zdaj smo duo drugačni. Ja, mislim, torej vse, kar vam ne dopušča tudi vedeti, zaznati, prejeti, da ste drugačni, torej te svoje drugačnosti in bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong with the man for Ampokane, shorts, boys and beyond. In potem poglejte tisto področje, kjer se najbolj obsojate, kjer imate največ, kjer se najbolj obsojate, kjer imate neke res, ker je največ prisotne neke sodbe. In zdaj se vprašajte, če tega ne bi obsojala, če tega ne bi obsojal kot napačno, kakšna kapaciteta bi tukaj bila? Kakšen talent bi lahko tukaj v zavestu? Kakšen talent imam? Ker kaj se zgodi, torej mi imamo neko kapaciteto, nek talent in potem to tudi tako, pač zaradi različnih razlogov, to pač tako zvijemo, obrnemo za 180 stopinj in to naenkrat postane nekaj, kar obsojamo, običajno točno na tistem področju, kjer se ful obsojate, nek vaš talent, neka vaša kapaciteta. In začnite se spraševati, vsaj posod, kaj tudi pravite, ne, jaz nimam dobenih kapacitet, dobenih talentov, koliko je lahko tukaj, če mi ne gre, to sploh ne rata mi to, tukaj ni dobenega talenta, dobene kapacitete. Vse posod, kjer to govorite, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right, wrong, with the man for Ampokane, shorts, boys and beyond. In kot vemo, prakse so zastavljamo vprašanja. In če boste sam zastavili vprašanje, ni vam treba imeti odgovora. Mislim, ni treba paliti v iskanje odgovora v smislu, kakšno kapaciteto imam tukaj, kakšen talent imam tukaj, ampak zastavite vprašanje in ko boste v tem vprašanju, boste začeli ozaveščati te svoje kapacitete. Barbara. Ja. Tako sem ugotovila, da sem dobila zahtevno nalogo, da vsakič, ko pogledam malo stran, me nekdo čaka, da ga moram oddati. Ja. Trudim se biti danes toliko drugačna, da gledam na dve stvari naenkrat, mogoče bom škilt začela, ampak in kolikrat se pa celo mislimo za tiste stvari, ki so nam lahkotne, da to ni nič vreden, in te svoje drugačnosti, ki pa jo imamo ravno s tem, ker je nam lahkotno, nočemo niti priznati si. In posod, ker to zanemarjamo in ne pogledamo tiste, kolikrat ste si priznali, kaj vse ste že v življenju naredili, dosegli, pa tudi, če ste kvačkali. Koliko od vas zna kvačkati, pa si tega ne prizna, da je to nekaj posebenega. In koliko ne zna kvačkati, ali pa štrikati, ali pa karkoli tazga. Nekdo se je javil. Kdo ne zna štrikati? Mislim, jaz vem, da moj oče mene probo naučiti one štumfe delati, veš, 4 štankami to, in meni je bilo to tako, ja, šal, nekaj, Saj sem se pol marsikaj naučila, ampak to ni tako lahko. Pa sploh pa ne tako lahko, kot ene, ki to naredijo tako, pa bi lahko to prodajale take kreacije, Ampak tega ne naučim. Ljudi, ki jih jaz poznam, to ne cenijo. Sama spravi. Čakaj, tukaj le bom malo... Ja, se smo že izklopili. Ja. Se pravi, kje posod si ne priznavate svojih kapacitet, drugačnosti, ker to sploh ni nič vredno, Ja, mislim, to je pač na ta način lahko te svoje kapacitete lahko zavestite tudi tako, recimo za tiste stvari, ki vam drugi pravijo, ti to ful dobro narediš, pa kako ti to lahko narediš, pa si vi mislite, se to je čisto simpel, ampak ja, za vas je simpel, za druge pa ni.
Ja. In če bi začeli videti v teh svojih kapacitetah, v tej svoji drugačnosti neko vrednost, bi lahko s tem ustvarili veliko denarja in na lahkoten način. Ampak seveda, ker želite biti enaki vsem preostalim, ne verjamete, da se da denar skreirati na lahkoten način, ampak da morate na hard, ne? Na težko, morate se ful matrati, ful delati take stvari, ko jih ne marate. Tako vsi Če je to preostali. ta resničnost tega sveta, da je treba delati, ker te sploh nihče ne pohvali, če nisi dobil neki na trd način. Ja, Ne? A lahko to vse razgradimo in uničimo Ja. kratko ciljo. Right and right or wrong, gute me padem pokal, ne short boy, sem se, bomo tako, da ena drugi, padem pokal, ne? Prav, Ena okej. padem pokrca, ena, Podem pokrca to. ja. Imamo nov naziv, padem pokrca. Ja, pa jaz bom še mahala s krili zraven. Okay. Ja, to sem tolikrat že opazila, ne, kako ljudje enostavno, ne, če te nihče ne pohvali za nekaj, pol to ni vredno. In če tisto, kar si naredil, potem še ni ovrednoteno z denarjem, tudi če ti nekdo reče, da je super pa krasno, je za sekundo dobro, pa že ni več dobro, ja, zakaj pa pol nisem bogat, ne. Zadnjič smo imeli eno gospo, ki lepo poje, ne, in jo vsi pohvalijo, ne, in ona je hvaležna za tisto pohvalo, v naslednjem trenutku jo pa vprašajo, a si slavna, oziroma sebe vpraša, zakaj pa pol nisem slavna in bogata, če sem res tako dobra. In potem sama sebe da v nič, da njena glasba in njeno petje in učenje tega tudi ni dovolj dobro, ne. In kolikokrat to delamo sebi na različnih področjih življenja, ne. Se pravi, ali te mora nekdo pohvaliti, poleg tega je pa dobro, da je še tista finančna podpora, ne. Če ni za to bilo financ, ne, pol ni nič vredno. In okej, še mogla sem enega not spustiti. Ja, jaz jih spuščam, not Barbara, ti kar govor. A ja, lahko obe spuščava? Ja, seveda. Jaz mislim, da zdaj lahko sam jaz, da ti ne moreš. Okej. Ne, obe. Ne, se pravi, ja, posod tam, kjer čakate pohvalo ali pa denarno pohvalo, a lahko tudi to vse spodem pokamo, zato ker a je res treba vsako stvar z nečim podpreti. Kaj če smo že s tem, kar smo, samo s tem, da smo se rodili in smo tukaj, ali pa pogleda Nito, ona zraven dela, pospravlja, zlaga, ne, a veš, je pridna, ne. A imate radi to besedo, pridna? Ne, nimamo. A lahko vse pridnosti svojega življenja zdaj spodem pokamo za celo večnost. Ja, vse, kar je to, right or wrong, gute me param pokal, ne shorts boys and beyonds. Ja. Ta pridnost mi je kar tako iz želodca. Ja, zato ker pač tu v Sloveniji, mislim, to je pač ena taka beseda, uporabljamo pridna, ne, kaj to pomeni dejansko. Če ti nekdo reče, kako si ti pridna, pa kako si ti priden, to pomeni, da se sklada z mojimi projekcijami in pričakovanji, kakšen naj bi bil. In kaj si pol enaka ostalim, ne? Tako, ja. In vse, kar je to zdaj za vas prinesli na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti? Ja. Right or wrong, gute me param pokal, ne shorts, boys and beyonds. Wow. Ja. Bile je ful enih pridnih ljudi v tej skupini danes. Kar seka ven. Ja. Ja, in kolikrat to sami sebi rečemo, tako čez dan, kaj delaš, pa se zalotim, da sem danes sem bila pa pridna in pol takoj kar podem pokam zdaj. Danes sem pa veliko naredila, ne? Ja. Joj, koliko sem bila pridna, ne? Ja, torej vse posod, kjer merite svojo vrednost, to pač, ja, na podlagi tega, koliko ste naredili tekom nekega dneva, koliko ste se trudili, koliko ste se matrali, in bili pripravljeni vse to krat beziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute me param pokal. Shorts, boys and beyonds, yeah. Še malo. Ja. Ja. Pol zaradi teh vseh stvari, ne, v bistvu sebe umeščamo v neko enakost z ostalimi, ne. A sem bil enako priden, enako dober in nočeš biti drugačen. Ja, ker tudi, mislim, kaj je bilo pač cenjeno, recimo, ko ste odraščali, je bilo cenjeno tisto, kar ste z lahkoto naredili, tisto, kar ste se trudili, zakaj so vas pohvalili? Ker sem bila pridna. Ker tam, ko ste se malo pa trudili, če ste nekaj z lahkoto naredili, je bilo to tako pač brez veze, ni bilo cenjeno. In vse, kar ste se na podlagi tega odločili, izračunali, zaključili, sodili,
bi bili pripravljeni pač vse po življenju, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Ja, bro. Right, gute Morgen vor ein paar Short Boys and Beyonds. Kar vroče mi je ratal, Barbara. Ja. Ja. Ja, ker recimo, če si dolge ure študiral, ne, koliko ur je bilo treba sedeti, pa so ti rekli, ja, si bila res pridna, zdaj si pa zaslužila petko, ne. Če si jo pač domov prinesel, pa ni bila dobra. Tudi to je še ena stvar, ne, torej vse posod, kjer tudi, recimo, kjer menite, da si morate zaslužiti določene stvari, torej, pa vse tukaj, vse neke poglede, neke izračune, zaključke, sodbe, imate glede tega, kaj morate narediti za določeno stvar, da si jo boste pa zaslužili, da si boste lahko to aktualizirali, da se bo to lahko prikazalo v vašem življenju, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Ja, right or wrong, gute Morgen vor ein paar Short Boys and Beyonds. Maham. Ja, kaj, če je na voljo čist nekaj drugačnega, ampak če bi radi imeli nekaj popolnoma drugačnega, morate biti popolnoma drugačni. Barbara, to bo pa pretežko. Torej, morate biti to, kar ste. Če pa nisem dovolj dober, ne? Če te niso dovoljkrat pohvalili, če ti niso povedali, da si to. Ja, če je zdaj čas, da začnete vi sami sebe hvaliti, začnete sami sebe priznavati. Torej, da vse posod, kjer čakate tudi na nekoga od zunaj, da vam bo rekel, ja, lej, tole je pa res dobro, to si pa res dobro naredil. In pol se boste lahko šele sami sebe priznali, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, gute Morgen vor ein paar Short Boys and Beyonds. Dejansko je to... Barbi, če pa tok paše, da te en pohvalno. Ja, mislim, in vse posod, kjer ste tudi to naredili, torej, kjer dajete stvari izven sebe, kjer dajete moč izven sebe, namesto da bi prepoznali, torej vse, kar vam ne dopušča prepoznati, ozavestiti, da se vse začne z vami. Torej, če si boste vi dali sami sebi priznanje najprej, potem ga boste dobili tudi od drugih. Ampak najprej ga morate dati sami sebi. Če si to ne boste naredili, ga nikoli od zunaj ne boste dobili. Ampak je tako, ko se začneš sam sebe priznavati, ko si rečeš, pa sej sem tole sem dobro naredil, pa sej sem cool, sej pač, pa začneš naenkrat, ti začnejo tudi pač drugi začneš to dobivati, ampak takrat je že vse en, ker si ti to samemu sebi daješ. Je pa sploh vredno. Ja, torej vse posod, ker to lastno priznavanje, da sami sebe priznate, to ni koliko vredno, kot če vam nekdo drug, če vas drug potrdi oziroma vam da priznanje, bi bili pripravljeni tudi vse to razgraditi in uničiti kragoziljon. Right or wrong, gute Morgen vor ein paar Short Boys and Beyonds. Ja, kolikrat res dejansko čakamo na tisto, oziroma če pa se sam pohvališ ali pa če celo kdaj tako poveš, vzanče sem poslušala eno predavanje in je ena pač povedala to, pa rekla, no, da ne boste mislili, da se hvalim, ampak učim se sama sebe pohvaliti, ker tega ne znam. Ja. In vem, da zdaj izgledam kot taka sebična in ne vem kakšna prevzetna prasica, ne, grdo povedan, se upravičujem, če je kdo občutljiv, nekaj take. Bomo vse spodem pokali, Barbara. Bomo vse spodem pokali, ne? Ja, ker kolikrat ti potem rečem, kako je prevzetna, ker misli, da je najboljša. In se morda zaradi tega držite nazaj, ker nočete slišati, da ste drugačni ali pa prevzetni. Ja, oziroma, ker niste volili prejeti teh sodb, v smislu, kaka prasica je, ne? Ker sama sebe hvali, misli, da je najboljša, ne? Bi bili pripravljeni vse to kragoziljon razgraditi in uničiti? Right or wrong, gute Morgen vor ein paar Short Boys and Beyonds. In vse posod tudi, ker so vam rekli, da pač samega sebe priznavati, hvali, da to pač ni, ne. Ko smo že rekli, koliko pregovor je lastna hvala se podmizovala, ne, to imamo mi Slovenci. Ja, Slovenci imamo sploh veliko takšnih pregovorov raznih, kakšni so zelo primerni, so zelo tako, kot da bi bili zavestni in v eksesu pašejo, ne. Ja, ampak velikih je pa takih kakšnih zastareli, ja. Tako da vse, kar je to, vse, kar ste se odločili o tem, da pač priznavate sebe, da pohvalite sami sebe, da ste ponosni na sami sebe,
bi bili, oziroma da menite, da ste dobri pač za sebe, vse, kar ste se o tem odločili, oziroma neke sodbe, ki jih imate glede tega, neke zaključke, projekcije, pričakovanja, kaj se bo zgodilo, če boste to počeli, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, ker je goziljon. Right or wrong, UTMF Parampakolne Shorts, Boys and Beyonds. Ja, in da za začetek mogoče, če vam je prehudo naenkrat, dajte vsaj najprej pred sebi biti veseli, če ste neki dobro, zadovoljni sami sabo. Saj mogoče ni treba še takoj vsem povedati. To pa pride v naslednjem koraku. Ja, mislim, jaz osebno mislim, da sploh pač ni treba drugim govoriti, ampak sami, če si že sami sebi date priznanje tako v sebi, da je že to. Ja. Prav včasih je fajn, da tudi drugi vejo, da ste, ker ko vi pokažete to svojo samozavest in da ste zadovoljni, ste v bistvu tisti, recimo lider, povabilo drugim. Mislim, če hočete biti povabilo v tem svetu tudi za več zavedanja, je tudi eno od tega to, da boste mogoče komu olajšali pot za vami, ki ima isti problem in misli, da ker noben od vas ne pove na glas, da se ima rad, pa da mu všeč takšen, kot je, da se potem tudi oni skrivajo. Tako da, okej, za začetek pri sebi, ampak kaj bi bilo pa potrebno, da smo povabilo tudi drugim? Ja, ker to morate vedeti, da vi, ko boste nekaj drugače izbrali za sebe, v tem primeru zdaj govorimo o priznavanju, o tem, da ste pač pohvalite same sebe, ste ponosni na sebe, dejansko s tem odprete prostor, tudi, mislim, tam, za druge, tam, kjer prej ni obstajal, prej, da tudi drugi lahko zdaj to izberejo, medtem, ko prej tega ni bilo, niso mogli izbrati, na ta način ste vi lahko vodje, Tako. Ja, Ko drugačni smo se in vodje. pogovarjali za ta delavnico danes, ali karkoli se temu reče, ker smo rekli, kam vse lahko gremo s to drugačnostjo. Je lahko, da si priznamo, da smo X-meni, lahko, da si priznamo, oziroma, a smo kdaj svoje telo vprašali, kaj si želi. In nosimo neke uniforme, neke krinke, zato, ker mislimo, da je tako prav. Kaj bi si pa vi v resnici radi oblekli, pa mogoče nočete, zato, ker mislite, da boste pol preveč drugačni. Čeprav je prej Barbara rekla, da ni treba lih imeti za neke čudne frizure, sem kaj pa, če vam lih to paše, pa si ne upate, čeprav pa doma, pa jaz kaj tako naredim počasih najbolj, wow, koliko je fajn, ampak pa grem pa ven, ja, to se pa nas podobi, koliko vas to naredi? Ne spodobi, ja. Vse, kar je to, boste vse to razgradili, no ničel. Right or wrong, UTMF Parampakolne Shorts, Boys and Beyonds. In to imamo tudi, da se ne spodobi, oziroma to sem še jaz mislila reči, koliko od vas tudi je tako, se pač skrivate, se delate male, pač tako povprečne, zato, da ne bi bili deležni kakih sodb. Da se izognete sodbam, ki bi bili deležni, če bi bili pač drugačni, oziroma če bi štrleli iz tega sivega povprečja. Ja, in vse, kar je tako. Sem to ful vesela, da sem v Access prišla, da so mi rekli, da več sodb, ko bom dobila, bolj bom bogata. Ja, vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, UTMF Parampakolne Shorts, Boys and Beyonds. Mogoče, Barbara, še poveš za tiste, ko ne vejo, koliko sodba misli lahko bolj bogata. Ja, Gary pravi, da vsakeč, ko si, pa Dejn, pa vsi v Accessu so nas naučili in jaz zdaj to pridno predajam in facilitiram naprej, da vsakeč, ko ste voljni prejeti sodbo, boste zaslužili 5000 evrov ali pa dolarjev na leto več. In vsakeč, ko pa greste, ni mi všeč, pa zgubite 10 000, torej ni dobro. Ja, ali pa se izogibate sodbama, to je pač, ja. Ali pa rečete tisto, ja, pa se mi je vse, pa doma pa potihem razmišljam, a je res to, a imam res take lase, a je res ona to misli, vam je res vse, kaj rečejo. Kaj zdaj, okej, Barbara, pa še eno Barbaro imamo tukaj, so neki rekle, a je to zdaj za vas relevantno, a je pomembno? In potem je bilo vse tiho. Vse imate kamere, pa zvočnike lahko odprete. Mogoče bi mi pa tudi rade malo slišale vaše glasove. Ja, evo, jaz se dobivamo tukaj nekaj. Dobili smo tam nekaj. Ja.
Sem spoznala Access Barsov, sem vedno rabila, čakaj, zdaj pa, sem vedno rabila in čakala pohvale, sedaj pa ne rabim, ker vse, kar delam najboljše kot znam in je pomembno, da je najprej meni ok in najbolj še kot znam in sem ponosna, ker naredim sploh kremšnit, ko mi jih je 3000 do 5000 ljudi reklo, da koliko so fajn in dobre in ko sem jih vsakič spečem, jih naredim za vse glasbenike, ker vem, da kar naredim, itak naredim dobro. Tega je ful. Kdaj sem imela toliko časa pisati? Jaz še čas prebrati. Ko smo mi dve govorili. V glav zdaj je vesela vsake sodbe. Ja, to. Ja, no jaz bi mogoče sam tukaj še dodala, pač kaj to pomeni prejemanje sodbe. Torej, sam da spustite zidove, te energijske zidove, ki ste jih postavili okrog sebe, te pregrade, in sam spustite to energijo not in ven. Da se ne obadate s tem, prej se ne strinjate, ne pridružujete, ne opirate, ne reagirate, ampak sam zanimiv pogled, zanimivo in spustite in gre to naprej. Ne, tako je Barbara rekla, ne pol obdelujete, to pa gledate, pa analizirate. To je prejemanje sodbe, ok? Kaj izbira oblek, mogoče, ker sem se prej dotaknila, ne? Kolikrat oblečete nekaj samo zato, ker vam je nekdo nekoč rekel, da v tem dobro izgledate in pol kar skozi to nosite. Ja, ali pa kolikrat, mislim, ne oblečete nečesa, ker nočete izgledati preveč izzivalni, preveč drugačni. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se treba zgraditi in uničiti. Right or wrong, shorts, boys and beyonds. In Snežana je napisala zanimivo mnenje. Zdaj ne vem, tako, da je to ena od možnih, ali imaš zanimivo mnenje na kaj od tega, kar se mi pogovarjamo? Ja. Dodaj. Snežana, kar zvočnik odpri, bo hitrej. Ja, vse, kar vam ne dopušča, da si drznete, da ste drzni in si vklopite mikrofon in poveste, se vprašate, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Zdaj se bo nekdo vklopil. Jaz sem se vklopila. Super. Ja, jaz bom se tako rekla, ne? Jaz se pri tega sploh nisem zavedala, ker v bistvu meni je bilo čisto vse en, kaj si kdo odmisli, ker itak baš me boli patka. Super. Zdaj 2 dni nazaj, ko sem bila pa z Vladico Đorđević na izmenjavah, so mi pa rekli, da enostavno si dovolim obsoditi, ne? Pa sploh nisem najprej vedela, kaj mi hoče povedati. Več si jih dovolim, boljš mi je v lifeu. In to je zelo zanimiva tema, tako da sem vam prav hvaležna in da sem vesela, da sem z vami. Hvala. In koliko v bistvu sem v parih letih, odkar sem v Accessu, dobila več kot prej. Ja, in koliko še lahko še več dobiš, koliko lahko še bolj razširi svoje življenje. Začni, recimo, Anita, začni tudi gledati vsa tista področja, kjer pa še vedno nisi voljna prejemati sodb. Včasih imamo neke kotičke skrite, ne? Ja, zato ker imamo, ja. Pre meni je sam denar, ker ne hodim v službo, ne, samo to. Tukaj me še boli. Ne vem zakaj, ampak kljub visokošolski izobrazbi, da mi je danes mož rekel, ne, če mislim, kje v službo je, kljub temu, da imam drugo, pač v Accessu dosti zaslužim, ampak tle me pa zaboli. Ne vem zakaj, ampak lej, me zaboli. Tukaj se očitno ne dopuščam. Vse posod, kjer si se odločila, da si prava in pravilna, če imaš službo. Tako kot vsi preostali, bi bila pripravljena se to razgraditi in uničiti? Ja. Right or wrong, no, Anita se zdaj se skrila. Right or wrong, shorts, boys and beyonds. Ja, mogoče tudi ravno takšni, ki so veliko študirali, pa imajo veliko šol, imajo včasih več problemov s tem, ker je ta projekcija, ne, sej si študiral to klet si od drugih in od lastne svoje si dajo. Ja, zdaj pa kaj, zdaj ne pa to vse zanemaram, ne. No, jaz osebno sem prejela to, pač kao, ja, lej, študirala si, zdaj pa pač to delaš, a ne. Ne, ni bilo vprašanje, a si srečna, a si bila prej srečna, ali si zdaj bolj srečna, ampak lej, ne.
Koga to zanima, če si ti srečna, glavno, da si pravilna. Ja, tako da vse, kar to prinaša zdaj na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys and Beyonds. En tak lep primer imamo pri nas v Mariboru, ki je en gospod dal odpoved, brez da bi ženi povedal, ki je bil na nekem zelo visokem položaju z zelo velikimi šolami in vse, ne, in je enega dne zaznal, zvedel, da se oddaja nek lokal, on si je pa želel sendviče delati in hrano in biti kuhar v bistvu. Ampak ni to prav, ne. In je to pol ženi povedal, ki je domov prišel, ki je že odpoved dal, pa je že. In je šla ona v čisto napačnost, ne, da prvič, kaj bo družina, kako bo preživela, on je imel zelo dobro plačo in vse, ne. In dolgo ni mogla sprejeti, čeprav je šlo njemu in mu gre še vedno super, zdaj ima že ne vem koliko pa je podružnic, ne, ampak njo še vedno ne zadovoljuje, ker ni več gospa direktorjeva ali ne vem kaj, ker zdaj se ne more ponašati, ja, kaj je tvoj mož, ja, tam ene sendviče zlaga, ne. Ampak on je pa super srečen, ne. In je bil voljan to narediti, kljub temu, ne. Dobro, mogoče bi bilo simpatično, če bi tudi ženo malo opozoril, ampak verjetno je njegovo zavedanje bilo močnejše, da bi bilo potem ne. Ja, pa tudi, recimo, pač to, kar si zdaj povedala, recimo ta žena njegova ga ne more več dati tisto škatlico, v kateri je bil prej, ko ga je spoznala, ne, tako da zato je pač pol, je tudi to motja, ne. Tako da tudi vse posod, ker se vi sami sebe delate, dajete v škatlice, zato da ne bi motili drugih, da ne bi drugi bili, ne vem, da se ne bi počutili kaj manj ali pa kaj, da ne bi bili užaljeni ali pa karkoli drugega, še bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys, oziroma vse posod, ker niste voljni, ker se dajete v škatlice, zato ker niste voljni razveljaviti resničnosti drugih ljudi. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti pregoziljon. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys, in ful zanimivo je, da smo začeli govoriti o sreči. A ste voljni biti toliko drugačni, da zberete srečo? A če pogledate to resničnost, a vidite kaj veliko srečnih ljudi? Ne. Ne? Bi bili voljni biti toliko drugačni, da izberete srečo, ne glede na vse. In se, ker vam tega ne dopušča, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys and Beyonds. In sreča je stvar izbire. Ja, sam naj še tole zaključim. Sreča je stvar izbire, a ne? Torej vse posod, kaj tudi pričakujete, da se more od zunaj nekaj zgoditi, da morajo biti izpolnjeni neki pogoji, da boste pa lahko vi izbrali srečo. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti pregoziljon. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys. Se vam zelo lahko zberete. Zjutraj izbereš, da si srečen. Ja. Tule imam jaz eno vprašanje, direktno sporočilo. Živijo, Barbara, sem se pred družbo na izmenjavah pohvalil, da sem spekel dober zavitek. So me vprašali, če se imam za superiornega. Torej, to se nanaša še na tisto prej, ko smo govorili, da se pohvalimo, ne. Torej, vse, kar je to, bi bil pripravljen se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys and Beyonds. Ja, kad kaj takega spečeš ali pa neseš v službo, pa ti pa rečejo, če hočeš se komu prilizati. Ja, tep. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys and Beyonds. In vse posod, ker niste voljni manipulirati z ljudmi v smislu, da rečete, torej, če so te vprašali, da se imam za superiornega, lahko rečeš, jaz ne, ampak moj zavitek je pa superiorni, ali pa kaj tazga, ne. Torej, vse posod, ker niste voljni se igrati z besedami, manipulirati z ljudmi, uporabljati besede, ki bojo ustvarile nekaj drugačnega. Tudi recimo tukaj, pač jaz, kakor zaznavam, nisi bil voljan tudi prejeti te sodbe, češ, da si superiorna, ne. Torej, vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the map around Pokolne, Shorts, Boys. Mogoče še eno tule, pač čisto, tudi ja, v zvezi z drugačnostjo, če se zavedate, če si prizadevate, da bi postali bolj zavestni, ste drugačni in ste superiorni. Tako da,
Ja, vse, kar je tu, Izbirati accessa, prosim? ne izbirati accessa, ker boste preveč superiorni. Ja, torej vse, kar je to, bi bili pripravljeni se razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the method and Pakolaj Shorts, Boys and Beyonds. Ne, če delujete iz zavedanja, če delujete iz zavesti, če uporabljate te svoje kapacitete, če izdelujete svojega vedenja, če začnete zaupati sebi, ste superiorni. In vse, kar to ful prenaša nekaj na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti pregozilijon. Right or wrong, with the method and Pakolaj Shorts, Boys. In tu ne govorimo o tisti superiornosti, ko v smislu, ko rečemo mi, jaz bom tebe rešil, jaz bom tebe pomagala, v smislu, kot da nekdo drug nima svoje te kapacitete kreiranja svojega lastnega življenja, kot da drugi ne vejo, kaj izbirajo, ne? Ne govorimo o tej superiornosti, ampak čist neki drugi superiornosti. No, vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the method and Pakolaj Shorts, Boys and Beyonds. Ja, kdo ima roko dvignjeno? Še je? Renata Andruš, pa zdaj ima Lidija. Aha, no. Kje je Lidija? Ne, Lidija nima, pardon, to je bila moja roka, ker jaz kako hodam, okej. lahko malo pobožam z moje tačko vsakega posebej. Ja, Renata, si hotela nekaj dodati, vprašati, komentirati? Ali smo pa že naslovili to? Ja, ali ti je Barbara že vse povedala? Ja. Ali je bila pa včasih tudi slučajno, ljudje ne vejo, da so sploh kliknili na tisto roko. Mogoče, včasih je tudi kaj klikajo, pa pol, pač, ja. Drugače pa kar mikrofon odpreti pa vprašati. Ja. Ja, mogoče jaz bi tukaj še eno stvar, kar se tiče te drugačnosti in te razlike, kar ste. Torej, pač če se obsojate, če menite, da je neka stvar glede vas napačna oziroma da ste napačni, to vam ne dopušča imeti ničesar drugega, dobenega drugega zavedanja, kot samo to, kao, da ste napačni. Oziroma, lahko pride vaše zavedanje samo to, kar ustreza tej sodbi. Tako da prva stvar, ki jo morate narediti, se vem, da humanoidom to ni všeč, ne, ta beseda, Ne ampak smete tega narediti? najprej iti iz sodbe ven. Torej, da je namesto, da se sodite, da je vse to, kar sodite, samo zanimivo, sam zanimiv pogled, da ste v dopuščanju tega sebe. Pol lahko začnete odstopati do teh svojih kapacitet, do te drugačnosti, kar ste. Ja, ker sodba, če se sodite, oziroma karkoli, če sodite, samo zabetonirate še to stvar. In se odrežete od zavedanja. Ja. In namesto, da betonirate svoje napačnosti. Zelo težko, ne? Zdaj moramo še tukaj delati, še betonirati. Ja, seveda. Eno vprašanje je tudi, ki si ga lahko začnete zastavljati, kaj prav z menoj, pa tega ne dojemam. Namesto, da se sprašujete, kaj je narobe z menoj, pa zakaj jaz tega ne morem, pa bla, 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 ne, se vemo. Kako to gre, se vprašajte, kaj je prav z menoj, pa tega ne dojemam. Zato, ker če si boste zastavili tako vprašanje, boste začeli dobiti taka zavedanja. Če se boste vprašali, kaj je narobe z menoj, boste pa dobili tako zavedanje. Napačnosti. Ja. Ja, kaj ljubim v zvezi s sabo? Ja, mislim, eni tudi ljubijo, da se obsojajo, ne, tako da je tudi to, tako en hobi, tako en šport, tako da. Če potem uživajo, pa naj naprej uživajo, ne? Ja, torej vse posod, ker vam je to nek hobi, ker se na ta način ali kaznujete, ali nagrajujete, kjer dejansko potrjujete resničnosti drugih ljudi na ta način, da se obsojate, bi bili pripravljeni vse tokrat bezilijon razgraditi in uničiti. Wow, right and wrong, with the method and Pakolaj Shorts, Boys and Beyonds. Ne, če so vas recimo, ali so vas obsojali, pa vi zdaj dobro nadaljujete tradicijo, ali pa se vsi drugi obsojajo, pa se pa še vi obsojate. Oziroma, jaz bi tukaj še vprašala še eno stvar, koliko tega obsojanja, kar vi mislite, da je vaše obsojanje, sploh ni vašega. Ako ste to zaznali od drugih, koliko ste drugi obsojajo in pa ste sam, ko ste to zaznali, ste mislili, da je to vaše in ste vzeli, aha, to je moje in ste se začeli na ta način obsojati.
Torej vse posod, kjer ste to pač zaznali in vzeli za svoje, vse posod, kjer ste to strdili, vse neke misli, občutke, čustva, ki ste jih uporabili, da ste to strdili v svojem svetu, in bili pripravljeni vse to krat ziljon razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute mer param pokolaj, shorts, boys and beyonds. Prenesemo kar kot vzorec recimo svoje mame in to nosimo že skozi sabo in se niti ne zavedamo, da to že imamo to klet, ker s tem živimo, se niti ne zavedamo, da imamo problem ali pa da imamo sodbo ali pa nekaj, ker sploh nismo nikoli drugače znali. In samo postavljanje vprašanje vam bo začel mehčati te, kar si rekla, trdosti, ne? Ko mi naredimo stvari trdne. Ne? In ta vprašanje kot samo vprašanje je že ta anomalija v svetu tega tehijevskega življenja, ki nam ga hoče vsiljevati. Ne? In že samo, če boste vi voljni biti v vprašanju, vse včasih ne boste takoj dobili zavedanje, ampak začelo se bo nekaj dogajati, začelo se bo nekaj spreminjati, mehčati se bo začel. In potem si dovolite, da ne pridejo stvari na dan. Tam tist, ki ste not zaklenili, pa še veste, ne, da je zaklenjen. In povsod tam, kjer mogoče smo pritisnili na kakšen gumb preteklosti, a lahko to razgradimo in uničimo vse. Right and wrong, good and bad, podam pokolaj, shorts, boys and beyonds. Ker jaz pač vem, da sem veliko nosila iz otroštva ven, ne? Ko imaš mamo, ki ima za vse sodbo, pa so vse drugi krivi, pa imaš vzorec, kako je treba biti žrtev, pa kako je treba obsojati, pa kako bo vse narobe, pa nikoli ne boš dovolj. Pa moške je treba kar takoj ne verjeti jim, zato ker itak te bojo vsi razočarali, tako da boljš, da itak nobenega nimaš, ker te bojo vsi prevarali. Koliko žensk s tem gor zraste? Pa se pričakuje, da bomo imeli fajn partnerstva, pa fajn družine, pa fajn seks, ne? Ampak to je bilo vse prepovedano. Ja, vse, kar je zdaj to preneslo. Ja. Ne? Right and wrong, good and bad, podam pokolaj. Barbara si podrezala v ta pravo. Jaz rada. Ja, ker me je vedno to v Accessu, ko sem prišla, mi je ta drugačnost tudi tega, recimo, življenja, kako naj si nek otrok ali pa zdajšnja odrasla oseba sploh izgradi neko normalno, kakorkoli življenje, partnerstvo, karkoli, če imaš pa najprej je nekaj dovoljeno, pol ne smeš, pa se ne smeš s tujci pogovarjati, pol moraš vse ubogati, pol ne smeš biti ti, pol ne smeš biti preveč izzivalna, ker je to nevaren, potem moraš imeti pa fajn partnerja, pa fajn seks, pa to, odkje pa naj se naučim. Meni niso nič povedali, tip je pa mogoče pogledal kakšen pornofilm. Full fajn. Ja, in je vse tiho. In če sreča, da imamo zdaj access, da lahko se to spremenimo in to hiter. Točno to. Hiter, to je, čakaj, tole sem nekje zasledila, to mislim, da si Barbara ti nekje napisala, da na tem seminarju temelji v 4 dnevih spremenimo toliko kot v tem nekem klasičnem, kako si napisala? Ja, to je enkrat na enem srečanju, ne vem kje, sem bila z Gerijem, je rekel, da če gremo na seminar temelji, smo preskočili 10 do 20 let dela na sebi. Wow. Ki bi v nekih normalnih delavnicah počas, ne? Pa še modalitete, ki govorijo, da je treba počas, da morate trpeti, da morate skozi trpljenje, to so tudi same sodbe za mene. Pa linearno, ne, da mora biti ta sprememba linearna. Ne, in to je točno moja izkušnja. Jaz sem že od 25 leta pač raziskujem te stvari, razne modalitete sem poskušala, ampak ko sem prišla k Accessu, jaz zdaj se z Accessom mislim, da 9 let ukvarjam, ampak spremembe je pa toliko, da jaz govorim, kot da je 100 let vmes, kot da je 100 let minil vmes. Toliko spremembe. In še vedno nas nekje sodijo kot Access, ne, da kaj se te eni grejo, ker neki kar hočejo na hiter, ker to je treba trpeti, ker če si 10 let ali pa 50 let se matro, mora zdaj še 50 let se rešiti, ne? Ja, zanimiv, mislim, to so, pač, če ima nekdo takšen pogled, si pač to kreira, ne? Tako da, in pač, rečeš, da imaš 2-krat na let prehlad, ki traja 3 tedne, ne? In to imaš. Ja. Ko imaš tudi 50 let, tega pa pol 50 let, pol pa jih pred nasmrtni posli reči, zdaj sem pa dojel.
Kar je še vedno v redu, ne? Ja, in mislim, vse tudi s tem nič ni narobe, ne? Če ljudje pač želijo pač linearno pa trpeti, kako se spremembe dogajajo, ampak moj osebni pogled je pač, jaz ljubim lahkotnost, meni je kul lahkotnost. Točno to. In če boste se slučajno izbrali priti na temelje, pol vas lahko malo zeznemo in se bo kaj precej hitreje zgodilo. Ja, ne, in midva z Barbaro imamo tudi temelje, drug teden, 4. septembra do 7. septembra v hiši Do torka. neskončnih možnosti na Lavrici, na Ljubljana jug. Lahko pa tudi Praktično online. Ljubljana. Prosim? Lahko pa tudi kdo online pride, zdaj, ker smo. Lahko se tudi pridružite prek spleta, če vam je pač ni ugodno pač prita, ne, pač če ste tako oddaljeni, pa imajo pa kakšne druge razmere. Tako da Hočeš reči, če nam bojo dali že lockdown do ja, mislim, pač ne, karkoli, no. Ja, da ste lepo vabljeni, to bo tako zelo dinamični temelji in koliko lahko naredite kvantnega preskoka v na neko novo kvaliteto življenja v 4 dnevih. Ko so meni to prvič rekli, so nekaj, da dobro, jaz grem vsem probat, ker itak sem hotela to imeti in ker sem rekla, da pač vem, da temelje rabim, če hočem imeti na druge seminarje in hotela sem imeti na Exosov seminar z Dejnom pa z Gerjem, ne, ampak nisem verjela, ne. In potem se en dan zalotiš, da tudi rečeš, da je tudi pri tebi življenje pred pa po temeljih. Ja. Nisem se mogla spodem pokati, da pač očitno deluje. Tako, kot deluje mantra, vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in časno, pa sem vedno sovražila te stvari, to že ne bom nič ponavljala, ne. Zdaj pa s takim veseljem povem, najrajš pa v avtu, ko se vozim. Ja, ampak razlika je tukaj tako, ne, mislim, jaz pač tudi lahko primerjam nekaj stvari, ko sem jih prej delala. Tukaj stvari delujejo, dejansko vsaka stvar, ki jo vzameš, deluje. Ne, tisto, kar smo prej delali, pač ni delovalo, mislim, se za mene ni tako dobro delovalo, kakor to. Tako da Barbie deluje, če izbereš. pa če uporabljaš, a ne, to. Ja, to. Ma, eno napako, tudi Access, sorry, morate uporabljati. Eno napako ima. Ja. Na koncu morate ta orodja uporabiti in morate nekam dati v prakso nekaj, ne, da lahko sprobaš, če to res deluje. In ja, eni so rabili malo več, eni malo manj, ampak na koncu smo vsi tam, če to uporabljamo. In meni je bilo to wow, ker jaz sem bila priden otrok, ne, in sem velikokrat uporabljala stvari, ki so mi jih naročili, pa niso delovale. In tukaj je razlika. Dejansko stvari se spreminjajo in se. Jaz sem bila pa poredna, pa nisem uporabljala. Ampak, ko sem pa spoznala vse, sem pa takoj začela uporabljati in tudi sem videla takoj spremembo in to je, jaz sem pač taka oseba, mora biti hitro, učinkovito, preprosto, če to ni to, jaz tega ne uporabljam, tako da, evo, Access. Da je malo neočakana včasih, da se je kaj prikaže. Ne? Ja, in to je ena od stvari, ki se bo tudi delali na vlečenju energije, da velikokrat po nečem povprašujemo, je to tista kontrola, ki jo moramo imeti, da ne gremo v zaključke in pričakovanja in projekcije, kdaj in kako ne bi se to prikazalo. Prav, več, ko boste nevezani na rezultat, hitreje bo vesolje dostavljalo. Ja, in kolikrat gremo mi gremo v vprašanje, ampak že s pol pričakovanje, kaj ne bi to vprašanje prineslo, pa kdaj pa kako, ne? Vse posod, kjer to počnete, bi bili pripravljeni vse to razgraditi, uničiti. Right around with the man for Apocalypse, Shorts, Boys and Beyonds. In bi bili voljni biti spet toliko drugačni, da recimo za 20% spustite kontrola, pa se prepustite, pač da vam vesolje prispeva. Vesolje ima neskončno nekih možnosti, na katere vam lahko prispeva, ampak če vi kontrolirate, ne, če to res ni vprašanje, vam ne more kaj veliko prispevati, tako da če pa malo spustite, se vam ne rečem vse, ampak samo 20%, ok? Ti si zelo radodarna. Sem, a ne? Ja, malo drugačni, ne?
Tisto, rečemo, včasih se nam vesolje najprej dostavi nekaj, pa rečemo, jaz se to sploh nisem vprašal, potem mi se nam včasih zdi, da gre na slabše. Mogoče, če dovoliš, Barbara, eno zgodbico za konec o tej, kako vsaka stvar na nek način prav pride, ne? Ker je bil en kralj, pa pač njegov podložnik, ampak je bil zelo pameten in ta kralj ga je imel zelo rad, ne? In vedno, ko ga je vprašal, so bile stvari in on je vedno naredil tako, da je bilo za vse dobro in tudi vedno je rekel, lej, vsaka stvar je za nekaj dobra in se vedno pokaže, ne? In en dan se je kralj urezal prst in mu je kri tekla, ne? In je tekel do tega svojega podložnika in rekel, lej, sam da mi ne boš zdaj rekel, da je to dober, ker to, da sem se jaz urezal, pa ni dober, ne? In on je rekel, lej, jaz ne morem drugače, kakor da ti povem, ne vem, zakaj si se urezal, nimam tega znanja, ampak vem, da je za nekaj dober. In so ga vrgli v zapor, ne? In potem je šel kralj, ker je bil jezen, v gozd jahat, ne, da se malo sprosti, in so ga sredi gozda ujeli tisti domorodci. In so ga zvezali in so ga odpeljali in so ga privezali in so mu povedali, da zdaj bojo najprej en obred naredili in potem ga bojo skuhali in pojedli. Ne? In ko je bil tik pred tem, da da se mu pač skup pade, je eden zagledal, da mu iz prsta kri teče. In so ustavili obred in so ga po svetu spustili. In so rekli, da lahko gre. In mu je rekel, kako to, ne? Je rekel, je lej, pri nas velja, da ko delamo obred, mora biti ta obredna žrtev, kdorkoli že je, nedotaknjena. In ti si pa ranjen in nisi popoln. In so ga spustili. In je kralj prišel nazaj na dvor in je poklical tega svojega, ki ga je zaprl in je rekel, lej, ne morem verjeti, ampak imel si prav. Ta prst me je rešil, da me niso pojedli, ne? Pa prav, ampak ne vem pa, kaj pa tebi to doprinesel, da sem te jaz v zapor dal in da sem tako grdo delal. Pa rekel kralj, poglejte, vse je za nekaj dobro. Ker če vi mene ne bi v zapor vrgli, bi jaz šel ta dan z vami. Jaz pa nisem imel porezanega prsta, ki me pojedel. Torej, kje vse mi včasih nočemo videti, da tisto, kar nam vesolje dostavi, da je mogoče samo ena pot do tja, da bo se tisto, kar si mi zares želimo, lahko uresničilo. Ja. Vesolje je tako zelo zanimivo in ja, kolikrat mu mi nismo voljni prisluhniti, ampak bi radi imeli kontrolo tudi nad tem, kaj pa kdaj se bo kaj prikazalo. Ja, pa tudi koliko nam vsak dan dostavlja nekih daril, katere mi ne vidimo kot darila, ampak jih vidimo kot neke težave, kot nekaj slabega, a ne? Ampak če bi pa vprašali, kakšno darilo je tukaj, oziroma kaj prav tukaj pa tega ne dojemam, bi začeli posegati po darilih. Tako da, ja, mogoče, ja, pa zdaj smo že tako, smo že kar 1 urco, če mogoče še kakšno vprašanje. Drugače pa bi jaz za konec tudi še eno stvar, ko sem jo mislila prej povedati, ampak nisem tako, pač nisem uspela prej, bi bili voljni razmisliti o eni možnosti. In sicer o tem, da z vami ni nič narobe, nikoli ni bilo nič narobe in nikoli ne bo nič narobe, da niste napačni, ampak da ste samo drugačni. Jaz sem sicer mislila, da bo še kaj, če so voljni razmisliti o eni možnosti, da pridejo na najine temelje. To pa itak razmišljajo zdaj. Ja, ampak zakaj ne bi bila malo? Seveda. Vse, kar je to zdaj za vas prinesli tudi na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, budete imeli koran pokvaljen short boys. Če imate tudi kakršnakoli vprašanja, glede temeljev ali pa karkoli so vam midve z Barbaro so vam na voljo, tako pač offline, na e-mailih, na telefonih, na messengerjih, tako da kontaktirajte naju, da pač se pogovorimo, da govorimo, če ste zainteresirani, da naredite preskok, tako je tule Anita napisala, pri meni je bilo 2 leti Access in je kot 20 let razlike dela na sebi. Če bi tudi vi to radi imeli, se vidimo. Ok. Nekje, nekdo, kadarkoli. Eden je se zdaj prišel, a ga še noč pustimo. Dajmo, ne. Ja, torej, ja, jaz se vam zahvaljujem vsem za vašo energijo, za vašo prisotnost, za vašo
kako bi rekla, pripravljeni si izbirati nekaj drugačnega. Tako da, ja. Da so prišli pogledat dve nore Barbare na kvadrat. Ja, definitivno. Jaz moram imeti, ker imam SOP, ampak ti pa lahko nadaljuješ, ker ljudje še prihajajo, lahko začneš. Ja, ja, jaz mislim, da bomo kar lepo, pač, ko bi rekla, ne bom mislimo rekla zaključek, ampak kaj lahko zdaj iz tega lahko začnete drugače izbirati. Koliko lahko tukaj dejansko, kakšne nove možnosti smo zdaj odprli za vsakega od vas. To. Kakšen doprinos smo vedno en drugmu. Tako, ja. Vedno je to obojestransko prispevanje, podarjanje, prejemanje, vedno sočasno. Tako da, najlepša hvala. Ja. In lepo se imejte, lep večer in kaj vse je zdaj še mogoče. Prosim, hvala. Čau, čau. Dio. Uživajte večer.